v tem sklopu so najstarejši simboli in najstarejše vedenje o človeku. Kdaj je prišel na zemljo, kako se je razvil, kdo so avatari. Človek je kot simbolno bitno vedno puščal za sabo določene ostanke razumevanja. Ko dobimo ta trikotnik z krogom, dobimo 5000 pred našim štetjem v enem grobu v Jeruzalemu ogromno takih oblik. To je bil simbol Boga. Potem dobimo v naši kulturni dediščini, tudi v etnologiji in v etnografiji, kateri smo mi v Križankah študirali zelo globoko, pri Pogačniku, Marjanu in Bogici. Stara sporočila, ki so bila napisana ali pa narisana. To je tudi eden najstarejših simbolov za Boga. Tudi to je simbol za Boga, kateri je bil najden pod Triglavom, popolnoma podobna oblika. In profesor Vrbovšek mi je dal original in kopijo takega. Iz Igagon pa iz Jeruzalema mi je dal. Nisem pa mogel razumeti, kaj to pomeni. No, da bo ta krog in pika. Vemo, da slovenska dvanajstija je imela v sredini 12 sedežev, na sredini je bila lipa in tukaj v tem energetskem krogu se je dogajalo celotno srednje, celotno karantansko pravo. Govorimo o novejšem času. Še starejši je pa jezik slovenski, kateri pravzaprav vsebuje kot naravni jezik vse elemente prazjezika in je prvi medjezik v svetovnem merilu. To še prihaja, da bodo naši učenjaki to dokazali, ampak je ogromno raziskovalcev slovenskega porekla, s katerimi sem sodeloval in v glavnem so že vsi pomrli. Žal, med njimi je bil tudi Joško Šavli in Ivan Tomažič, Matej Bor, da ne govorimo o gospod Berlot, ki je bil pa, je znal 24 jezikov in tudi tako velik je bil, da je šel iz svojega telesa iskati fruščane in jih je potem razvozlal. No, ta oblika pa pove, da imamo 3 glave. V krščanstvu Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh. Keopsova piramida, ki se je imenovala Pahenoh, pa tudi skriva vso kozmično napredno energijo, ki se rodi na Zemlji, ampak kot umetna tvorba. Na Goriškem imamo ogromno jezer, oziroma jezer v hribih, ki so podobni piramidam. V kamnu, v vodi in v siji. Ta simbol pa pomeni nekaj drugega. To se pravi, človek predno se zveliča, ko umre, gre v Čandraloko, to je levica. Čandraloka je eno tako mesto, kjer se energija razvija in se spet pojavlja na Zemljo. Potem v drugi fazi, ko se to razvija, gre v Brahmaloko, to je desna špica. Ko se tam razvozla in med Zemljo in vibracijo, potem se razvije in ko je dovolj razvita, gre v Govloko. Go, kjer je Go, je Bog. In iz Govloke gre v Vajkunto Dama, gre domov in se potem občasno ta energija, ta duša vrača na Zemljo in pomaga življenje človeku. Danes se ogromno otrok rodi, tako kot so pred 5000 leti, ko je bil Krišna, so se rodili, utelešili visoko razviti riši kot pastirice. Ko je umrl, so nehali
jest ta pastorica in so odšle s Krišno naprej. Danes se zaradi tretje inkarnacije, zaradi druge inkarnacije Sai Baba se rodijo taki otroci in ko bo ta kriza, današnja svetovna, odšla, bodo ti mladi ljudje razvili pravo podobo človeka skozi obliko, skozi slikarstvo, skozi kiparstvo, skozi simboliko, skozi grafični dizajn, to, kar bo nastalo zlato obdobje. Moj učitelj je pa iz sebe napravil zlato jajce, to smo videli s mojo ženo Tatjano, da postavlja pogoj, da se človeštvo izčisti in da spozna, kdo je, pravzaprav, da je božansko bitje, potencialno. More pa razvijati, se more odpovedati slabemu in nadgraditi dobro. To je to sporočilo tega. No, šele zdaj sem prišel do dokončnega rezultata s pomočjo vseh študij, analiz, prijateljev. Glavni učitelj je bil pa avatar Sai Baba.